Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa, še z komentatorskega mesta tu v Mariborskem Ljudskem vrtu. Le še nekaj minut nas loči do začetka tretje tekme 7. kroga naše lige Telemach. Maribor in Primorje se bosta torej pomerila. Ekipi bosta po več kot 13 letih odigrali prvo medsebojno prvenstveno srečanje. Tekmo med Olimpijo in Muro boste lahko spremljali na Šport TV, na Sport klubu pa dvoboj med Koprom in Celjem. No, tole pa je zdaj priložnost za Primorje. Smajlagić je pred vrati, Primorje vodi, prepovedanega položaja očitno ni. Tole je tisto, o katerem sem govoril pred kakšno minuto. Tole so te razpoke v obrambnih vrstah, ne samo Maribora, tudi Celju so se. Ta je za Primorje jasno 7. Mariborčani so odigrali eno manj, tole je zdaj velika priložnost in kaj je zapravil Bugre. Skušajo biti zdaj Mariborčani tudi nekoliko agresivnejši na tekmečevi polovici. Skušajo tudi z nekoliko hitrejšimi podajami. Tole je zdaj priložnost za izenačenje 1-1. Česar ni izkoristil Bugre. Pred kakšno minuto mu je zdaj uspelo izenačenje. Tole so bili trenutki, ko so Mariborčani močneje pritisnili in plod tega je izenačujoči zadetek. Vidmar, Sikošek. Dvojna podaja z Repasom. Sikošek ima sijajen predložek. Sikošek podaja priložnost, 2-1 Ambina. Po natanko 42 minutah igre so Mariborčani prišli do drugega zadetka, do popolnega preobrata, za katerega so potrebovali zgolj kakšne 4 minute. Zanimivo bo slišati v studijskem delu tudi Amirja Kariča, kako pomembna je bila. Tole je nova priložnost in še en zadetek, ni prepovedanega položaja in tudi Gregor Sikošek je zdaj asistenci, tako kot Empina, dodal zadetek. Skomik z roko, vendarle daje slutiti, da je Sikošek malce v skrbeh, da bo gol razveljavljen. Počakajmo. Samo do popolnega preobrata, temveč do kar konkretne prednosti. Tule zdaj vidite tudi žogo. Zavnik ima dober strel z razdalje. Zavnik strelja, odbil je tole Juki, potem velika priložnost za Smajlagića. Ostaja 3-1. Ta nekdanji nogometaš Olimpije, Dekanov in Ilirije, ampak leta 2021 je del sezone že preživel v Ajdovščini. Tule pa še četrti zadetek, zdaj je zadel tudi Feta. Ampak mislim, da je Jerič dosodil prekršek. Gol ne bo veljal. Skušal zaposliti Iličiča, ampak Širvis je žogo hitro priboril nazaj. Širvis, Empina, krasno brat, Empina! 4-1, sijajen zaključek gabonskega napadalca Patrika Empine. Tole se bo izplačalo videti še nekajkrat. Ante Šimunža, na koncu zanesljiva zmaga, najverjetneje ste z učinkovitostjo v napadu zelo zadovoljni. Bi se pa najprej dotaknil tistih prvih 25 minut. Takrat so nogometaši Primorja izkoriščali neko priložnost, ki so jo imeli, jo tudi izkoristili. Kako ste vi videli začetek tekme? Morda tudi neka emotivna izpraznjenost botrovala k temu? Kaj je bil razlog? Začetek 3, 4, 5 minut smo bili zelo dobri.
Potem je malo prišlo nervoza, ena žoga skoči, druga žoga skoči, gledalci zažvižgajo, to je pač Maribor, tako je normalno, zahtevajo oziroma si želijo, da bi bilo čim boljše. Po drugi strani sprememba sistema, kot ste sami videli, da bi zdaj bilo tako klikno, to je nemogoče, ampak vztrajali smo v teh zadevah, želeli smo si, potem ko smo ujeli ritem, je bilo dosti boljše, ampak na začetku smo bili preveč nestrpni oziroma nespretni za žogo, preveč podarjenih žog, tudi pri pretem zadetku čista žoga, enostavno potem utekanje, to, kar smo vedeli, pomeni, zato smo ravno imeli 3 igralce, da bi to preprečili, enostavno imajo določeno hitrost, imajo določeno kvaliteto, ki so izkoristili, hvala Bogu, samo enkrat in potem po tem zadetku mislim, da smo popolnoma prevladovali, nasprotnik praktično brez pravega udarca. Stop Jana Repasa se je zdel sredi prvega polčasa tudi ključen. Marcelu Rodberju se danes ni išlo, ne, da bi izkoristil ponujeno priložnost. Moram povedati, da Marcel se je zelo želel, da treniral odlično, ampak dejstvo je, da je nekaj časa ni igral in potem tukaj tudi drugi igralci mu lahko malo bolj pomagali, ampak ok, se je zgodilo, ko je Marcel gre za reprezentanco, verjamem, da je prišel še bolj motiviran nazaj. Je bilo dobro, zdaj ko gledamo tudi ta rezultat, da ste tekmo odigrali doma na svoji zelenici, bi bilo bolj zahtevno igrati to tekmo proti Primorju? Težko kaj bi bilo, če bi bilo. Zaradi zelenice, mislim. Ja, to ne moramo zdaj mi uvedeti. Lahko bi tako od začetka napreknite, pa bi se mi prilagodili popolnoma drugačno strategijo, kot igramo doma, ampak pomembno tukaj je, da smo mi po prejetem zadetku praktično nominirali v vsakem segmentu igre in zaslužno zmagali. Kakšen odgovor sta dala Embina in Bogre danes, ko sta bila skupaj v napadu? 3 gole, tako da zelo pomembno. Najverjetneje se lahko na tem gradi naprej tudi, ne, v tej njunem partnerstvu. Bomo videli, odvisni od njih, kako bo ta reagirala na trening, kako bo ta nadaljevala s svojim delom. Če bi se na osnovi ene tekme bili zadovoljni in bili srečni, da je to tako, ne bi bili na pravem mestu. Reprezentančni premor, najverjetneje zelo dobrodošel za... Odlično, zelo dobro, predvsem treba resetirati glavo. Ko bomo resetirali glavo, se je tudi resetiralo telo. Pred tekmo, ko smo se družili v petek, ste omenili, ne, da je Josipu, oziroma v četrtek, da je Josipu ni dobro del tisto evropsko prvenstvo, kar se tiče telesne priprave, tu zdaj bo znova z reprezentanco. Kako gledate na to? Jaz sem ponosen, imamo 6 reprezentantov, jaz sem na vseh 6 ponosen, da bo zastopali svoje države in pričakujem jih na najvišjem možnem nivoju, da bo čim boljši, ko bo izkoristili minute, ki jih bo dobili in zelo motivirani pričakujem ob vrnitvi in upam brez poškodb. Samo še to, prestopni rok se bo tudi sklenil v tem obdobju. Najverjetneje si želite še nekaj novih obrazov potem, ne, pred nadaljevanjem. Jaz mislim, da na to ni treba odgovoriti, glede na to, koliko besed je že bilo začne v tej smeri. Prvih 25 minut najverjetneje je tisto, na čemer boste gradili z te tekme. Kaj se je zgodilo potem po tistem vašem doseženem zadetku? Kaj je botrovalo padcu? Morda tudi zamenjavo v zvezni vrsti Maribora, kako ste vi sicer videli prvi polčas? Ja, jaz bi mogoče rekel, mogoče malo več kot 25 minut, tam do 35 minute. Ja, mislim, da je pač Maribor pokazal tukaj tudi malo fizične moči. Dva napadalca zelo močna, navajena na te duele, mogoče mi nismo bili toliko navajeni in temu je botrovalo pač 3 zadetke v zadnjih 10 minutah. Lahko karkoli zamerite svojim varovancem? Ne. Mislim, da, tako kot ste rekli, da moramo graditi na tem na prvih 35 minutah. Je res, da se igra nogomet 90-95 in moramo to postopoma povečevati. To pač energijo, agresivnost, ampak mislim, da smo na dobri poti, ustrajali bomo in bomo videli. Ste imeli tudi občutek, tudi kasneje, ne, da je bilo več prostora, da bi lahko to fantje z neko mirnostjo izkoristili? Je to teža igranja v Ljudskem vrtu? Seveda, tudi to teža igranja v Ljudskem vrtu, tudi pač mogoče malo več tekem v nogah prve lige. Vse se to nekje pokaže, nabira. Zdaj upam, da bomo to, tako kot smo na začetku malo imeli problemov s tem, zdaj, da bomo to čim hitrejše popravili in napredovali. Kako pomemben bo zdaj tale mini premor? Najverjetneje ga boste izkoristili za kratek počitek, potem pa serijo neko kot priprave? Ja, kratek počitek in na to zakopati se, delati in garati. First time in Flash Zone with Sport Club. 90 minutes for you. How did you see the match? Maribor won with nice margin. Yeah, it was a hard beginning, but our act was good, and we deserve for this 3 point. Yeah, and we are happy about the results.
How was to play with 3 central defenders and 2 strikers? For me, it doesn't matter because I think we have good 2 systems, and yeah, for me it doesn't matter. We play good today, and yeah, that's it. Maybe just a question for Slovenian League. How do you like it here now? You're here for some time. I like, yeah. I like the football quality because it's for me it's good. Physical also, so I'm happy to be here. Everything is good. During the international break, you won't be here. Are you looking forward to it? Yeah, I go to the national team under 19 Poland. Here we have here the camp, and yeah. V Tabor Primorja, Mirko Mutočič, zahtevna tekma. Začeli ste jo dobro, bili zelo kompaktni, potem tudi povedli. Kaj se je morda tam v prvem polčasu zgodilo, predvsem tista menjava pri Mariboru, ko so storili spremembo v zvezni vrsti, pomembna za to, da se je tehnica prevesila? Kako ste vi to videli? Pa mogoče tudi, ja, mislim, tako kot ste rekli, začeli smo dobro, zdaj če je bila ta menjava krivec tega, da smo mi malo slabše stali, oziroma jaz mislim, da smo sami krivi, da smo se malo povlekli nazaj, pustili Mariboru posest in vemo, za kako kakovostno ekipo gre, ko se razigra, pride do situacije in Real se izkoristijo neki. Vas je morda Maribor presenetil s to postavitvijo s 3 osrednjimi branilci, pa 2 napadalcema, tako letos še ni igral? Niti ne, iskreno. Trener nam je rekel, da smo pripravljeni na vse, treniramo, pripravljeni smo na vse formacije nasprotnika, tako da mislim, da smo se dobro prilagodili, pokazali smo to prvi del prvega polčasa, ampak ja, žal potem je zmanjkalo koncentracije. Ne glede na vse pa na reprezentančno pauzo, na kljub tema zdaj bolečima porazoma, zagotovo dobro razpoloženje, ne s tistimi 3 zaporednimi zmagami? Pa niti ne bom rekel, ostajamo nekako brez emocij, da rečem, probamo iz tedna v teden delati. Zmaga nas ne preveč veseli, poraz nas preveč ne boli in gremo dalje.